Kako so se potem kdaj so se zmrdžali, zakaj v bistvu sploh sedite tukaj, kako so se zmrdžali z anime communityjem? Kako v bistvu je nastal ta merch? A je že od začetka bil OSO nekako povezan z anime songi, ali je to šele potem, ko je anime community, ki je isto neka subkultura, kot kar gamerski, so se nekako združili in so rekli, jaz hočem bite delati na anime songe. Omenila sta, da sam bitmap je neodvisen od same skladbe, ampak obstajajo boljše skladbe, bolj primerne za bitmape ali neodvisno? Eni songi so zelo težki za kreirati, ustvariti, ampak ni pa nemogoče, vsak song se da vizualizirati. Tudi tako naša narodno zabavna glasba. Jaz sem recimo jaz sem jih par zmapal. Ampak niso rankane, ker so neke kriterije, ko jih moraš upoštevati. To me je zanimalo, potem te bitmapi morajo biti standardizirani, za tiste, ki se potem štejejo. Stvar je, da mora biti neki vsaj 4 minute pa pol dolga. Če pa je krajše od tega, rabi pa vsaj 3 difficultyje ali nekaj takega. Pa te difficulty so tudi standardizirani, potem bi lahko rekel, da je pač difficulty 3 iz enega bitmapa enak težavnosti 3 iz drugega bitmapa. Slovenski podcast smo. Ta sistem je kar dober. Ja, je dober. Ker to sem vprašal zaradi tega, ker tako, ko izhajam iz Stepmanije bolj, tam je difficulty, težavnost zelo odvisna od tega, kdo naredi tisti simfile, pa če se zgleda, kot da easy igraš, ampak ne, ti da kar hard. In je lahko velika razlika potem med 10, ne vem, iz Otaku Dreams ali pa iz unih klasičnih DDR packov, pa med 10 zdaj iz kakšnih novejših. OSO ima to kar fajn poštimano, pa nima sam na cela števila difficulty, ima na 2 decimalki, tako da recimo 3,85 stara iz enega songa, pa 3,85 druga bo tako identično težka. Celo na decimalke imaš težavnost? Pač če imaš enako vredno razdeljene, ti razvite skillsete, ker skillsetov je ogromno enih, ko jih moraš osvojiti, ampak recimo enim slabš gre aim, pa bojo na eni aim mapi, pač ko moraš ciljati krogce, bojo recimo slabš odšpilali, ko pa enim skillsetu, ko so oni, ko jim je full, recimo, enostavno, recimo speed ali pa kaj takega, ko je 2 više, ampak ker je to njihov skillset, pač tam izstopajo, pa take mape špilajo, ampak nekako, jaz sem za to, da pač, če hočeš ti dober igralec postati, moraš vse te skillsete razviti, pa pol, tako se najbolj improva. Ker ti imaš lahko neko mapo, ki je naprimer 5,3 oziroma 5,35, če ga bo na decimalke, ti imaš lahko eno tako mapo, ki ima glavni skill, naprimer, jump, naprimer, a pa tak, aim, pa jump, pa imaš pa lahko tudi eno identično 5,35 naprimer, imaš pa speed ali pa attack ali pa finger control, To so... Imaš še tag razložiti pa slidere, tega še nismo imeli. Ker pa tudi pred zraven teh veliko terminov, ki je standardiziranih v skupnosti, če nisi v skupnosti. Ko vidiš, pač tega se ni treba učiti, to prideš časom. Recimo, če ti si zelo velik oboževalec nogometa, se ne boš učil, kak se on piše, iz kotja, kaj je offside, to osvojiš časom. Točno tak, Tako je tudi tu. Ja, isto je. Dobro, samo eno stvar je za omeniti, Mi imamo, mislim, cela igra obsega kroge, ampak tudi pri DDR-u, naprimer, imaš pa slider, oziroma, ki moraš držati, mislim, ki moraš slopati, pa pusti, da tisti ritem pride, oziroma, to ritmo držati